Novela obrtnega zakona bo še dodatno otežila poslovanje v Sloveniji. Uvaja namreč uvedbo obveznega obrtnega dovoljenja, ki ga bodo morali pridobiti praktično vsi mali in mikropodjetniki. Prav tako bodo obrtno dovoljenje morala dobiti vsa velika podjetja, ki bodo eno izmed dejavnosti, ki bo navedena kot obrtna dejavnost v posebni uredbi, upravljali kot stransko dejavnost. V času, ko vsa Evropa, tudi v Sloveniji, uvajamo načelo pomisli najprej na malega, se pravi think small first, da vsak predpis in regulacijo pogledamo, kako vpliva na razvoj podjetništva in malega gospodarstva, pomeni dodatna regulacija, udarec samozaposlovanju in gospodarskim aktivnostim v Sloveniji. Nenazadnje, obrtno dovoljenje bi morale pridobiti tudi vse tiste delavke v Pomurju, ki so zaradi stečaja in reorganizacije Mure ostale brezposelne, že upravljajo neko dejavnost, vendar pa bi sedaj morale pridobiti obrtno dovoljenje. In ključno pri obrtnem dovoljenju bo doseganje neke formalne izobrazbe, ne pa izpolnjevanje nekih dejanskih kompetenc, ki jih nekdo potrebuje za upravljanje teh dejavnosti. Zato menimo, da je potrebno obrtni zakon spremeniti tako, da bo dejansko zaščitil tiste male obrtnike, ki s svojim znanjem in sredstvi upravljajo neko tipično obrtno dejavnost. Istočasno pa moramo cel zakon deregulirati tako, da bo možno vse ostale dejavnosti upravljati čim bolj svobodno in sproščeno.